Dober večer, lepo pozdravljeni. Lepo bi vas prosil, če ugasnete svoje mobilne aparature in upam, da boste uživali v predstavi. Najlepša hvala. Vidva bosta po svojo. 3. novembra ob 17:30 je Ferdinand Trelier, oborožen s palico na trgu aspiranta Dunona, po krajšem prepiru po obrazu udaril najinega sina Brunoja Oleja. Dejanje je povzročilo zateklino gornje usnice, zlom obeh sekalcev in poškodbo živca desnega sekalca. Oborožen. Oborožen? Ne marate oborožen? Kaj bova dala Mišel? Opremljen? V posesti, opremljen s palico, bi tako šlo? Opremljen. Ja. Opremljen s palico. Opremljen. Ironija v tem, da se nam je trg aspiranta Dunona zmerom zdel tak varen kotiček. Za razliko od parka Moncuris. Ja, res. Zmerom sva pravila. Park Moncuris ne, na trg aspiranta Dunona pa lahko. No saj, v vsakem primeru najlepša hvala, da sta prišla. Nič nimamo od tega, če se zabubimo v logiko čustev. Midva morava reči hvala, midva. Mislim, da se ni treba zahvaljevati. Na srečo še obstaja umetnost sobivanja, ni tako? Ja, ki pa je otroci, kot kaže, ne razume. Hočem reči, najn. Ja, najn. In kaj bo z zobom, ki ima poškodovan živec? Se še ne ve, ne marajo dati prognoze. Menda živec ni bil popolnoma prizadet. Prizadet je bil samo deloma. Ja, en del je bil prizadet, drug pa ne. Zato ga se sedaj še ne bodo umrtvili. Možnost bi mu radi dali zobu. Ja, kar bi bilo vsekakor bolje kot polnjenje kanala. Seveda. Gre torej za prehodno obdobje, ko ima živec možnost, da se opomore. Ta čas bo imel keramični ploščici. Ker pred 18 letom ne ostavljajo proteze. Ne. Fiksno protezo lahko dobiš le, ko bo star 18 let. Prav gotovo. Upam, da bo vse v redu. Upajmo. Prekrasni, tile tulipani. Od svetličarja so s tržnice moton do Veneti. Od tistega veste najbolj na koncu. Ja. Vsako jutro pridejo naravno z Nizozemske. 10 evrov, šopek po 50. A res? Od tistega veste najbolj na koncu. Ja. A veste, da ni hotel povedati za Ferdinanda? Ne, ni hotel. Ganljivo je bilo videti tega otroka, ki ni imel več obraza, niti zob, ki ni hotel govoriti. Si predstavljam. No, tudi zato ni hotel povedati, moram priznati Veronik, da ne bi izpadel kot špeca pred svojimi sošolci. Ni šlo samo za pogum. Že, ampak tudi pogum odraža kolektivnega duha. Prav gotovo. In kako, hočem reči, kako sta potem izvedela za Ferdinanda? Ker sta Brunoju pojasnila, da fantu ne dela nobene usluge s tem, ko ga ščiti. Rekla sva mu, da če fant misli, da lahko mirno pretepa naprej, zakaj bi potem sploh nehal? Rekla sva mu, da če bi bil to najin otrok, bi absolutno želela izvedeti. Seveda. Se oproščam. Ja, Mauris, hvala, da ste poklicali nazaj. Torej, odmevi od danes zjutraj. Naj vam preberem. V študiji, ki je bila objavljena v britanski reviji Lancet in jo je včeraj povzel FT, naj bi avstralska raziskovalca razkrila stranske učinke antrila antihipertenzorja iz laboratorija Ferenc Pharma, ki segajo od pešanja sluha do ataksije. Pa kdo ima pri vas medije čez? Ja,
Ja, precejšnje sranje, ja. Ne, sekiram se zaradi skupščine. Čez 14 dni imate redno letno. Pa imate kaj pripravljeno za vsak slučaj? Aha, ja, dobro. In Maurice, vprašajte v PR-u, če je bilo še kje kaj o tem. Ja, se slišala, ja. Se oproščam. A ste Odvetnik. odvetnik? Pa vi? Grosist za gospodinske izdelke. Veronik pa je pisateljica in dela polovično v umetnostni knjigarni. Pisateljica. Sodelovala sem v skupinski študiji o sabejski civilizaciji, z ozirom na najdbe, ki so jih izkopali po koncu etiopsko-eritrejskega spopada. Jana Arja pa mi izide knjiga o tragediji v Darfurju. Specialistka ste za Afriko. Tisti del sveta me zanima. In imata še kaj otrok? Bruna ima sestro, 9-letno Kamilu, ki pa je skregana s svojim očetom, ker se njen oče danes po noči znebil hrčka. Hrčka ste se znebili. Ja, hrček. To po noči zganja strašen hrup. To so bitja, ki spijo po dnevi. Bruno je trpel, povej. Bruno je trpel. Hrčkov hrup ga je spravljal ob pamet. Že lep čas, če povem po pravici, sem si ga želel znebiti. Pa sem rekel dovolj, prijel sem ga in nesel ven. Pa jaz sem mislil, da imajo hrčki radi kanale in otoke. Kje pa? On se je zakrčil tam sredi pločnika. To v bistvu niso ne domače, ne dive živali. Ne vem, kaj je sploh njihovo naravno okolje. Butni jih v gost, na kakšno jaso, bojo ravno tako nesrečni. Zunaj ste ga pustili. Ja, pustil ga je. Hčerko pa prepričeval, da je hrček pobegnil. Pa mu seveda ni verjela. Danes zjutraj ga ni bilo več. Ne. In vi, s čim se vi ukvarjate? Finančna svetovalka. Bi si lahko predstavljali, oprostite, da bom vprašala tako naravnost, da se Ferdinand Bruno opraviči? Prav bi bilo, da se pogovorite. Reč mu mora, da mu je žal. Pa mu je žal? Bruno, Ferdinand, se zaveda, da se je grobo obnašal. Ni pa predvidel posledic. 11 let je star. Pri 11 nisi več otrok. Odrasel pa tudi ne. Nič vama nisma ponudila. Kavo, čaj. Je še kaj grmička, Vero? Čudovit grmiček. Eno kratko kavo, prosim. Kozarec vode. Meni tudi espresso ljubi. In ne pozabim na grmiček. Zmerom pravi, kupček gline smo, ki ga je treba gnesti. Mogoče bomo šele na koncu dobili tisto pravo obliko. Grmiček pa morate poskusiti. Ni vsak dan res dober grmiček na mizi. Seveda ne. Kaj prodajate? Železnino za stanovanje. Ključavnice, kljuke, baker, pa kuhinjsko posodo, lonce, ponde. In vam gre? Veste, nikoli ni bilo nekega posebnega buma. Že ko sem začel, je bilo težko. Ampak če se vsako jutro odpravim z aktoko in katalogi v roki, potem nekako gre. Na srečo nismo kot pri tekstilu vezani na letni čas. Je pa res, da je december boljši, še posebej pri modelih za piškote. Ko ste videli, da se je hrček zakrčil, zakaj ga niste odnesli nazaj v hišo? Ker ga nisem mogel prijeti z rokami. Pa saj ste ga dali na pločnik. Ne, odnesel sem ga v njegovi škatli in ga lepo stresel ven. Ne morem se dotikati nobenih živali. Ne vem, kdo je dal grmiček v hladilnik. Monika, ona se je spravila v hladilnik, se ne da pomagati. In kaj je vama povedal Ferdinand? Sladkor? Hvala, ne. Hvala. In kaj je v tem vašem grmičku? Jabolka in hruške. Jabolka in hruške. Majhna specialiteta. Premrzel je škoda. Jabolka in hruške. Tega pa še ne. Jabolka in hruške je klasika, ampak je finta. A res? Hruške morajo biti narezane bolj na debelo kot jabolka, ker so prej pečena. Aha.
Ampak ta prave skrivnosti pa ni povedala. Naj poskusita. Jako dobro, jako. Izvrstno. Par drobtinic medenjaka. Bravo. Nekako tako ga delajo v Pikardiji. No, če povem po resnici, njegova mati me je naučila. Malo medenjaka, rima, ne? No, so vsaj odkrila nov recept. Raje bi videla, da moj sin zato ne bi bil ob 2 zoba. Ja. Ravno to sem hotel reči. Povedal pa si nenavadno. Sploh ne. Namreč. Vse košča. Halo. Nobene pravice do odgovora, samo še hujša polemika bo. Imate kaj pripravljeno? Dobro, kakšno pešanje? Kakšne masine? Odgaj se pa ve. In ga niste potegnili nazaj ves ta čas. In koliko je to v številkah? Ja, dobro, zastopim. Alen, bodi no malo z nami, Ja, prosim. takoj bom, takoj. Serž, za tveganje vejo že 2 leti. Interno poročilo, ampak uradno ni ugotovljen noben nezaželen učinek. Ja, opotekaš se, težave z ravnotežjem, v glavnem ves čas videti, fino nalit. Posel $150 milijonov. Zanikam, kompletno. S pravico do odgovora je hotel mahati. Seveda, nobenega odgovora, ampak če bo še kje pisalo, potem uradna izjava, da gre za provokacijo, 14 dni pred objavo bilance. Ja, poklical smo še. Ja. Danes sem komaj kaj dal v usta. Izvolite, izvolite. Hvala, že tako pretiravam. O čem smo že? Rekla sem, da bi bilo bolj prijazno, če bi se srečali v drugačnih okoliščinah. Ja, seveda. Grmiček torej, od vaše mame. Recept je mamin, naredila ga pa Vera. Tvoja mama ne meša jabolk in hruške. Operirati se gre, Reva. A res? Kaj pa? Koleno. Stavili bojo vrtljivo protezo iz kovine in polietilena. Sprašuje se, kaj bo ostalo, ko se bo dalo pepeliti. Dobre si. Noče biti pokopana skupaj z mojim očetom. Ona hoče, da jo pepelijo in da jo zraven njene mame, ki je tam, čisto dol od morja. 2 žare, ki bosta klepetale na brežu. No, zelo znava ceniti vajino velikodušnost in hvaležna sva, da skušata zglediti na stari položaj, namesto da ga bi zaostrovala. To je res najmanj. Res. Sploh ne, koliko staršev se prav slepo, otročje potegne za svoje otroke. Ne vem, če bi midva z Alenom pokazala tolikšno širino, če bi Bruno razbil 2 zoba Ferdinandu. O, pač. Prav ima, nisem prepričan. Pač. Kajti vsi prav dobro vemo, da bi se lahko zgodilo tudi obratno. A ne? Ferdinand, kaj pravi, kako on doživlja situacijo? Ne govori dosti. Zbeganje, mislim. Se zaveda, da je znakazil sošolca? Ne zaveda se, da je iznakazil sošolca. Zakaj tako praviš? Ferdinand se natanko zaveda. Ja, zaveda se, da se je grobo obnašal. Ne zaveda pa se, da je iznakazil sošolca. Te besede ne marate, a žal je točna. Moj sin ni iznakazil Moj vašega. sin je iznakazil najnega. Pridite v 5, pa boste videli, kakšne zobe ima in usta. Oteklina mu bo uplahnila. Kar se pa zob tiče, tudi če bo treba do najboljših zobozdravnikov. Pripravljen sem. Zato so zavarovalnice. Midva bi samo rada, da se fanta pobotata in da se kaj takega ne ponovi več. Organizirajmo srečanje. Ja, tako. In da smo mi zraven. Ne potrebuje varuhov. Naj se pomenita kot moška. Kot moška, Alen. To je smešno. Ampak mogoče nam vseeno ne bi bilo treba biti zraven. Ne gre za to, ali smo zraven ali ne. Vprašanje je, če bi se rada otroka pogovorila, ali si želita kaj pojasniti. Bruno si želi. Pa Ferdinand? Ferdinand se obnaša kot paglavec. Ne bova se ozirala na njegovo razpoloženje. Noče govoriti o tem.
Dvomim, da bomo dosegli kaj pozitivnega, če bo Ferdinand srečanje z Brunojem doživel kot kazen. Saj sem rekla, obnaša se kot padovec. Gospa, najin sin je divjak. Iluzorno je pričakovati, da se bo kar sam od sebe pokesal. No, prav žal mi je, ampak moram nazaj v pisarno. A ne, ti ostani povedali mi boste, kaj ste se zmenili. Jaz sem tu itak odveč. Ženska misli, da mora biti zraven moški. Oče, kot da je od tega kaj koristi. Moški je paket, ki se ga vlači na otrok. Neroden je in v napodu. Zelo mi je žal, ampak tudi jaz moram iti. Moj mož ni bil nikoli kaj preveč navdušen nad otroškim vozičkom. Škoda. Pa tako lepo je peljati otroka ven. In tako hitro mine. Mišel, ti si bil zmeraj mlad otrokoma in voziček ti bil veselje. Ja. Torej, kako bomo rekli? Bi lahko prišla z Brunojem k nam okrog 7:30? 7:30? Ob 7:30 ne more biti čisto nikjer. Mišel, kaj praviš? Jaz, če smem pripomniti. Kaj praviš? Mislil sem, da bi bolj moral priti Ferdinand. Ja, se strinjam. Ni zdaj žrtev tista, ki bi morala hoditi naokrog. Ne, ni. Drugače pa ne rabimo te, saj ni od tebe nobene koristi. Vseeno bi bilo prav, da je oče zraven. Ja, ampak ne danes v 7:30. Halo? Ja, v bilanci ni nič. Uradno ni tveganja in nobenega dokaza. Jutri? Jutri sem v Hagu. A delate v Hagu? Neko zadevo imam na mednarodnem sodišču. Bistveno je, da se otroka pogovorita. Ob 7:30 bom prišla s Ferdinandom sem in naj se pomenita. Ne? Niste najbolj prepričani? Če Ferdinandu ne bo rečeno, da mora prevzeti krivdo, se bosta gledala kot pes in mačka in bo katastrofa. Kaj hočete reči, gospa? Kako mislite prevzeti krivdo? Vaš sin gotovo ni divjak. Ferdinand nikakor ni divjak. Ja, pa je. Ale, to je putasto. Zakaj tako praviš? Divjak je. Kako si razlaga svoje dejanje? Noče govoriti o tem. Pa bi moral. Gospa, veliko stvari bi moral. Moral bi priti, moral bi se pomeniti, moral bi se pokesati. Kaže, da imate pristojnosti, ki jih mi dva ženo žal ne obvladava. Poboljšala se bova, obljubiva, ampak do takrat pa prosima za prizanesljivost. Zanj gre za Ferdinanda. Dajte, no, ne bomo se po tako neumnem rašli. Usedimo se še za par minut. Bi še kavico. Prav, pa bi. Potem tudi meni. Hvala. Vidim, da imate zelo radi slikarstvo. Slikarstvo, fotografija, to mi je napol poklic. Tudi jaz obožujem bacona. Ja, bacon, Krutost in krasota. kaos, ravnovesje. Se Ferdinand zanima za umetnost? Bolj bi se moral. Pa vajna. Poskušava nadomestiti, česar je v šoli premalo. Poskušava, da bi rada brala, da bi hodila na koncerte, na razstave. Naivno verjameva, da kultura civilizira. Prav imata. V kuhinji sem pomislil, a je grmiček pita ali torta, čisto resno. V kuhinji, pomislil sem, zakaj se linčki rezini reče linzer torte. Grmiček je pita, testo ni obroženo, ampak mešano sadje. Dajte, no tega le pa res ne bomo pustili. Eno izprosim. Dajte si sami, prosim. Imate še kaj otrok? Ja, jaz imam sina iz prejšnjega zakona. Tako. Kuhanje imam rada, to moraš imeti rada. Po Mislil mojem, sem... No, po kar mojem
klasična torta, takšna v plasteh. V kuhinji sem pomislil, čeprav sploh ni pomembno, kakšen je bil razlog za prepir? Bruno ni hotel niti ziniti v tem. Bruno ni hotel sprejeti Ferdinanda nazaj v svojo tolpo. Bruno ima tolpo. In rekel je, da je špecka. A si vedel, da ima Bruno tolpo? Ne, sem pa blazno vesel, Zakaj si blazno vesel? ker sem tudi jaz bil poveljnik tolpe. Ja, jaz tudi. In v čem je stvar? Ja, 5, 6 pobo imaš, ki te obožujejo in bi se žrtvovali za tebe. Kot v Ivanhoju. Kot v Ivanhoju. Ja, tanko tako. Kdo pa danes ve za Ivanhoja? Vzamejo kakega drugega. Spider-Mana. Ugotavljam, skratka, da veste več od naju. Torej, Ferdinand ni povedal tako zelo malo, kot nama skušata prikazati. In zakaj je rekel, da je špecka? Ne, to je butas, vprašanje me čisto nič ne briga in sploh ne gre za to. Ne moremo se mešati v otroške prepire. To nas nič ne briga. Ne. Pač pa nas briga, kar se je nažalost zgodilo. Nasilje je stvar nas vseh. Ko sem bil poveljnik tolpe, v 7, sem v dvoboju premagal nekega Didierja Legrue. Čeprav je bil on močnejši od mene. Kaj bi rad povedal s tem? To nima nič s tem. Ja, prav imaš, nič nima s tem. Ja, ni velike razlike. Otroka se nista spopada, ne govorimo o dvoboju. Ja, razlika, no. Pa ste ga poškodovali? Malo že najbrž. Dobro, pustimo zdaj tega Didierja Legruja. Mi dovolite, da se s Ferdinandom pogovorim? Ja, seveda. Tega ne bi storila, če se vidva ne strinjata. Pogovorite se. To je ja najbolj normalna stvar. In srečno. Ne, ne razumem. Nehaj. Gospa se je zelo... Veronik, bolje nam bo šlo, če nehamo z gospodi in gospemi. Veronik, ženova s pedagoška ambicija, kar je sicer simpatično. Če nočete, da govorim z njim, pa ne bom govorila z njim. Govorite, napravite mu pridigo, delajte, kar hočete. Ne razumem, kako to, da niste bolj prizadeti. Veronik, prizadet sem, da bolj ne bi mogel biti. Moj sin poškoduje vrstnika. Namenoma. Vidite, ob tej pripombi se naježim. Vemo, da namenoma. Ampak v tem je vsa razlika. Razlika med čim? Ne govorimo o drugih stvareh. Moj sin je pograbil palico in z njo prebutal vašega. Zato smo tu, a ne? To je neproduktivno. Ja, prav ima. Na ta način ne pridemo nikamor. Zakaj občutite potrebo, da primaknete namenoma? Kakšno lekcijo naj bi s tem dobil jaz? Glejte, zašli smo. Prav prosto. Mojega moža mučijo druge reči. Zvečer pridem s Ferdinandom in naj se stvari odvijajo po naravni poti. A Čisto ne? nič me ne muči. Pa mene zato. Pa ni razloga, da bi nas kaj mutilo. Oja, pa ja. Ja? Ne odgovarjate. Nobenega intervjuja. Kje pa, da bi ga potegnili nazaj? V tem primeru ste odgovorni. Če Antril zdaj potegnete nazaj, priznate, da ste odgovorni. V bilancah ni nič. Če bi radi, da vas obtožijo lažne bilance in v 2 tednih naženejo, potem ja, potegnite ga nazaj. Ferdinand je na lanski šolski proslavi tudi nastopal, ne? V gospodu plemenitem. Gospodu plemenitem prasetniku. Žrtve. Nanje bomo mislili po skupščini, Mavris. Bomo takrat videli, glede na tečaj. Dobro se ga spomnim kot gospoda plemenitega presednika. Ja. Se ga spomniš, Mišel? Ne bomo potegnili nazaj zdravila, ker se 3 tipčki malo potekajo. Sijajen je bil preoblečen v žensko. Ja, ja. Živce izgubljajo, novinarje imajo zaritjo, napiši izjavo, ampak sploh ne defenzivno. Ravno obratno, fino zaropotaj. Ustraje, da je Ferenc Farma žrtev poskusa destabilizacije 14 dni pred objavo bilance, pa odkot ta študija, zakaj ravno zdaj in tako. Ja, dobro, me pokliči, da mi boš prebral, ja. Sproščam. Grozna ta farmacija. Profit, profit, samo profit. Nobeden vas ni prosil, da poslušate, kar se pogovarjam. Vas nobeden silil, da se pogovarjate pred mano. O, pač, moral sem ravno tukaj, precej nerjad, to mi pa verjemite. Brezobzirno ti siljuje svojo kramo.
Na terapevtskem področju je vsak napredek povezan s koristnostjo in s tveganjem. To mi je jasno. Ampak vseeno, hecen poklic imate pravzaprav. Prosim. To ni nojna stvar. Hecen poklic. In vi? Kaj delate vi? Moj poklic je čisto navaden. Kaj pa je to navaden poklic? Saj sem vam povedal. Lonce prodajam. In kljuke. In stranišne mehanizme, pa še polno drugih reči. Straniščni mehanizmi, to mi je všeč. Alen. Straniščni mehanizmi so mi res všeč, me zanimajo. Zakaj pa ne? Koliko vrst jih pa imate? Dva sistema sta na vrvico ali pa na gumb. Odvisno od napeljave. Voda namreč lahko priteče od zgoraj ali pa od spodaj. Lahko vas povežem z enim fantom iz skladišča, če vas tako zanima. Je pravi strokovnjak, ampak bi morali iti do Saint Denis Le Plain. Ja, zelo sposobni ste videti. Ali nameravata Ferdinanda kakoli drugače kaznovati? O kotličkih bosta pa v primernejšem okolju. Ne počutim se dobro. Kaj vam je? Ljubi, čisto gledam si. Pa ste res malo. Slabo mi je. Slabo. Imam primperan? Ne, bo že v redu. S čim bi še lahko... Kola hitro zaleže. Bo že v redu. Stanite, naredite par korakov. A res mislite? Ja, pa požirki. Hvala. Serže, prosim. Vrejo, naj me pokliče. Naj me takoj pokliče. A da pomaga kola, ni bolj proti driski. Tudi tukaj zaleže. Boja. Gospa, če bova oštela najinega otroka, ga bova po svoje in nikomor polagala računov. Točno, res. Kaj je točno res, Mišel? S svojim sinom počneta, kar hočeta, njuna stvar. Po mojem ne. Kaj ne po tvojem? Da je njuna stvar. Lej, no, boste pojasnili. Se oproščam. Halo? Ja, ampak pod pogojem, da se žrtve ne omenjajo. Nobenih žrtev. Menda ne boste na strani žrtev, to pa res ne. Nobene traparije. Če tukaj zdaj pogrnemo, zleti Mauric čez 14 dni in mi z njim. Zdaj pa nehaj, Len. Nehaj s tem telefonom, bodi pri stvari, polka duš. Ja, mi boš prebral. Pa kaj ti je? Si iznorela ali kaj, da se tako dereš? Serži, vse slišal. Ma v redu, da je. Nas ves čas v glavo s tem telefonom. Gleda, ne, sem že zadosti prijazen, da sem tukaj. Nenavadno. Bruhala bom. Ne boš bruhala. Ja, bom, ja. Šli na stranišče. Ja, na stranišče, če boš bruhala. Nobeden te ne sili, da si tukaj. Lahko greš. Pusti me. Ne dotikaj se me. Povajo, prosim, zakaj takšno razburjenje? Moj mož misli, da je vse v zvezi s hišo, šolo in vrtom samo moja skrb. Kje pa? O ja, in te razumem. Je res ubijajoče. Ubijajoče. Če je tako ubijajoče, zakaj potem na svet spravljati otroke? Mogoče pa Ferdinand občuti to mlačnost. Kakšno mlačnost. Ja, saj sami pravite. Skoči polovor! Skoči polovor! To je noro, ti na stranišče bi morala. To ni od grmička, zanesljivo ne. To ni od grmička, ampak so živci. Živcev je. A ste se vi očistili v kopalnici? O moj bog, kokoška! Kje je stranišče? Vam pokažem. Od živcev je. Živčni napad. Mama ste, a ne, če hočete ali ne. Razumem, da ste vsaj sebe. Zmerom pravim, nad tistim, kar je močnejše od nas, nimamo moči. Pri meni udari tilnik. Tilnik mi odreveni. Kaj bomo s kokoško? Jaz bi ga z lemon freshom. Problem je posušiti. Ali pa obriši z mokro krpo in malo dezodoransa. Dezodoransa. Ja, ali pa vzami moj korov, ga sploh ne uporabljam. Se bo zgrbančivo.
lahko malo polikava in dava druge knjige gor. Ali pofenava, kot bankovce. Oj, hej. Kupila vam bom novo. Se nikjer ne dobi, že zdavnaj razprodano. Strašno mi je žal. Bova uredila. Več kot 20 let je stara. V nas tisk kataloga razstava v Londonu iz 35. Prinesi fen in koro. V Mariji prisačam, ja. Njen mož je v kopalnici. Saj ni nak. Pošteno ste. Kuhali. Najhujše sem spravil stran, pa še malo pod ogani. Takoj pridem, takoj. Sprejam. Kje je fen? On ga bo prinesel takoj, ko konča. Počakala bova. Koro bova dala čisto na koncu. Grem lahko tudi jaz v kopalnico. Ja, menda, seveda, ja. Ne vem, kako bi se vam opravičila. Kakšne moraste sanje. Da me ne bi še bolj izgledala. Tudi ona je grozna. Ampak manj. Hinavska je. Manj me nervira. Oba sta grozna. In zakaj vlečeš z njima? Ne vlečem z njima. Kaj hočeš reči? Ves čas menčkaš, rad bi, da bi bili vsi zadovoljni. Sploh ne. Hoja, čenčaš v svoji tolpi, praviš, da lahko početa karkoli hočeta s svojim otrokom, da mulc ne vara. In če je kakšen mulc nevaren, je to skupna stvar. Če to ni bolno, da se pokozla na moje knjige. Dogani. Če ti gre na poznanje, greš ven. Končita. Svinsko. Z mehanizmi za sekrete si šel pa do roba. Sem dobro govoril, ne? Odlično. In skladišče bi bilo odlično. Driska, tečno. Kako je reče? Ja, ti rečem. Oprostite, ni bilo mišljeno podobno. Zlahka se posmehnemo z delkom drugih. In mi, da bi še kako si rečeva, gotovo bi še hujno. Ja. Želeli ste fen. Hvala. Rečeva si Darjeeling, kot tisti čaj. Po mojem, dosti bolj smešno. Poravnaj. Dobro poravnaj. In kako se počuti ribica? Bolje? Bolje. Žal mi je, da sem tako reagirala. Zadržila sem jih s svojim katalogom brez potrebe. Dajte me. Obrni. Nategni. Dobro nategni. Strgala jo bosta. Pravi mi še dovolj, je, suho je. Absurdno smo navezani na stvari, pa sploh ne vemo zakaj. Evo, tik-tak. In odkot pride ti? Iz tiste pesmi Pavla Koteja. Tiste, veste, zvava. Ja, poznam. Ti. Poznam. Pri naju pa je varianta od Darling, ko sva bila na poročnem potovanju v Indiji. Trapasta. Ne vem, a bi jo morala iti pogledati? Poglej, ja, Darjeeling. Ne, skrbelo me je. Vam je bolje? Mislim, da ja. Če nisi prepričana, se drži stran od njih. Sačo sem pustila v banji. Nisem vedela, kam naj jo dam. Imeni. Ste lahko počistili. Strašno mi je žal. Vse je v redu. V najlepšem redu. Oprostite, Anet, nisem kaj dosti poskrbela za vas. Mislila sem samo na kokoško. Ne. Zelo slabo sem reagirala. Ne. Veste, v kopalnici sem pomislila, Ja? mogoče smo pa prehitro šli čez. Namreč, hočem reči, Povejte. tudi psovka je agresija. Seveda. Odvisno, Mišel. Ferdinand Odvisno. ni nikoli prej podivjal. Gotovo ni brez vzroka. Če mu je rekel, da je špec kahla.
Ja? Ja, pod pogojem, da se žrtve ne omenjajo. Nobenih žrtev. Menda ne boste na strani žrtev, to pa res ne. Zanikamo v celoti. Če bo treba, pa udarimo po časopisu. Po faksu dobite osnutek izjave, Moris. Če mi kdo reče špeckahla, se razburim. Razen, če ni res. Prosim? Hočem reči, če je upravičeno. Moj sin je špeckahla. Ne, hecel sem se. Vaš tudi, če smo že pri tem. Kako naš tudi? Zato že je Ferdinanda. Ker sva ustrajala. Mišel, to nima nic. Ni važno, vztrajala ali ne. Zatožil ga je. Anet. Kaj, Anet? A mislite, da je moj sin špeckahla? Čisto nič ne mislim. Če nič ne mislite, bodite tiho. In ne, da nekaj potikate. A ne, ohranimo živce. Z Mišelom se trudiva biti obvladana, spravljiva. Ne preveč obvladana. A da ne? Kaj pa? Na površini obvladana. Ti zdaj pa res moram. In kar rep med noge. Anet, ta hip lahko izgubim največjo stranko. In me tele frčkarije ozaveščenih staršev Moj sin je izgubil 2 zoba, sekavca. smo že slišali. Od tega enega dokončno. Ja, pa bo dobil druge. Druge mu bodo dali. Boljše. Saj mu ni počil bobnič. Narobe je, da ne premislimo, kje je bil vzrok. Nobenega vzroka. Samo 11-leten fant, ki pretepa. S palico. Oborožen s palico. Sva umaknila to besedo. Ja, umaknila sta jo, ker sva midva ustrajala. Umaknila sva jo brez debate. Besedo, ki zavestno izključuje nerodnost, pomoto. Besedo, ki izključuje otroštvo. Nisem prepričana, da bom še dolgo prenašala ta ton. Ja, slabo voziva drug z drugim že od začetka. Gospod, nič bolj zopenega ni, kot se vam kdo očita tisto, kar ste sami spoznali za napako. Beseda oborožen ni bila ustrezna, spremenila svojo. Čeprav, če ostanemo pri njenem izvornem pomenu, ni bila čisto nič pretirana. Ferdinanda so uzmerjali in se odzval. Če me kdo napade, se branim. In sploh, če je proti meni cela tolpa. Kozlane, vam je dobro delo. Upam, da se zavedate, kako ste neokusni. Z dobrim namenom smo tukaj. Vsi 4. O tem sem prepričan. Zakaj bi brez potrebe postali nestrpni, razdraženi? Mišel, zdaj je dovolj. Nehajva obinkaliti. Če sva bila obvladana samo na površini, pa ne bodiva več. Ne maram, da me kdo postavi na tak nivo. Kakšen nivo? Na bedni nivo, kamor sta nas vlekla ta 2 klinca, ja. Ja, bojim se, da Vero ne deli vašega pogleda na stvar. Veronik. Veronik, oprosti. A Bruno, revež, je zdaj naenkrat klinc, če to ni višek. Anet, zdaj pa resno. Jaz tudi. Halo? O, mami. Ne, s prijatelji s vam, pa kar povej. Ja, nehaj z njimi, ubogaj, če ti rečejo. Antril jemeš. Čakaj, mami, čakaj, ne daj dol. Antril je tista vaša svinerija. Moja mati ga jeme. Ja, kot na 1000 drugih. Torej tega takoj nekaj. Ja, slišiš, se ne bova pregovarjala. Ja, reci doktorju Peroloju, da ti jaz prepovedujem. Zakaj je rdeče? Da se te vidi, butasto. V redu, mami se pomenila. Te pokliče. Sposodila si rdeče bergle, da ne bi podrl kamion. Za primer, če bi šla v svojem stanju na špancir po avtocesti. Ja, antrili dajo proti pritisku. Ja, če ga jemlje in je z njo vse v redu, jo bom poklical, kot pričam. Nisem jo šal. Vas cinizem mi nikakor ni všeč. Če se pri moji materi pojavijo najmanjši simptomi, se bom prvi podpisal pod skupinsko tožbo. Ja, tožba bo itak. Upam. Nasvidenje, gospa. Nič ne pomaga, če se človek lepo obnaša. Olika nas je bedarija, nas napravi šipke, nam vse vzame iz rok. Anet, greva. Za danes je bilo dovolj šipik in modrosti. Kar izvolita. Ampak naj še nekaj dodam. Kot kar sem vaju spoznal, se mi zdi, da ima, kako mu je že ime, Ferdinand kar precej olajševalnih okoliščin. Ko ste vi ubili tistega hrčka. Ubil. Ja? Jaz sem ubil hrčka. Ja.
Radi bi nam napravili za kriva. Polna usta pravičnosti so vas, pa ste sami en morilec. Nikakor nisem ubil hrčka. Še huje, pustili ste ga zunaj, da se trese od groze v sovražnem okolju. Ubogo žival je nazadnje požrl kakšen pes ali podgana. To je pa res, to je pa res. Kaj zdaj, to je pa res? Kaj pa misliš, grozno je, kako je koncala ta žival? Mislil sem, da bo hrček na prostosti vesel, da bo od same sreče zdiral v kanal. Pa ni. In vi ste ga pustili tam. Ne morem prijemati teh živali, ne morem se dotikati Rekferdama, natančno veš kaj. Strah ga je glodavcev. Ja, strah me glodavcev, plazivci me spravljajo pamet, nič skupnega nimam s tistim, kar je priklet, tako. In vi? Zakaj niste šli videti po njega? Pojma nisem imela. Mišel nam je naslednjo jutro. Meni in otrokoma povedal, da je hrček zbežal. Takoj sem šla dol, takoj. Cel blok sem preiskala, še v klet sem šla. Veronik, več kot zoprno je, da sva nalepe midva na tapeti zaradi te zadeve s hrčkom, ki si ti smatrala za nujno, da jo razložiš. Ja, nujno. To je privatna stvar, samo naj se tiče in nobene zveze nima s trenutnim stanjem. In nepojemljivo se mi zdi, da me zmerjajo z morilcem v moji lastni hiši. Kaj ima zdaj hiša s tem? Hiša, katere vrata odprem, jih na široko odprem, v duhu sprave, ljudem, ki bi mi morali biti za to hvaležni. Ne samo, da rožice sadite, še posipate se z njimi, krasno. Vas čisto nič ne peče vest. Čisto nič me ne peče, veste. Ta žival se mi od nekdaj gnusila, presrečen sem, da je ni več. Mišel, to je trapasto. Kaj je trapasto? A se še tebi spuzalo? Zelo grdo si naredil s tem hrčkom, moraš priznati. Se mi. Dol mi visi za hrčka. Ampak zvečer, s tvojo ščirko ti pa ne bo več dol viselo. Kar naj pride, še ta. A zdaj mi bo 9-letna smrklja ukazovala, kako naj se obnašam. Ja, s tem se pa strinjam, No. 100%. Čista žalost. Pazi, Veronik, pazi. Doslej sem se brzdal, ampak ne manjka mi dosti, pa mi vse pade dol. Pa Bruno, Kaj je Bruno? a ni žalosten. Ja, po mojem ima Bruno druge skrbi. Ne vem, Bruno je bil manj navezan na Griskota. spet takšno čudakarsko ime. Če vas čisto nič ne peče vest, zakaj bi potem morala najnega sina? A veste kaj, do vsem imam teh klinčevih razglabljanj. Želela sva biti simpatična, kupila sva tulipane, žena me je našimila nekakšnega dobrovoljčka, ampak ni res, nobene self-control nimam, čisti nevrotik sem. Ja, to smo itak vsi. Oprostite, gospod, nismo vsi nevrotiki. Prav, vi niste. Jaz nisem, hvala Bogu. Ti nisi, Darži, ti že ne. Ti si umikana gospa, tebi nikoli ne spodrsne. Ja. Zakaj si napadalen z mano? Nisem napadalen, obratno. Napadaš me, ja, in to sam dobro veš. Ti si organizirala to našo žurko. Pustil sem se pretentaciji. Pretentaciji se pustil. Ja, Se to ni podlo. sploh ne. Ti se bojo za vso to civilnost. Ja, bojujem se za civilnost. In sama sreča, da še kdo to počne. A misliš, da je bolje, če si nevrotik? A dajte, no. A je normalno komu očitati, da ni nevrotik? Oh, nobeden vam ni tega rekel, nihče ja, vam ni tega je. očital. Pa ni. In kaj naj bi napravili? Šli na sodišče? Ne govorili drug z drugim? Nehaj. Se mesarili po zavarovalnicah? Nehaj, Bero. Nehaj, kaj? Človek se trudi, da ne bi bil malenkosten, pa je na koncu ponižan in čisto sam. Ja. Naj dokažejo. Dokažite. Ampak po mojem bi bilo bolje ne odgovarjati, ja. Človek je ves čas ponižan. Sam. Bi kdo požirček ruma? Mavris, sestanek imam, pokličem vas z pisarne. Evo, živim s kompletno negativnim bitjem. Kdo je negativen? Jaz. Popolnoma ponesrečena ideja. Ne bi se smeli takole zmeniti. Sem ti rekel. Rekel si mi. Ja, Ti si rekel, da se nočeš takole zmeniti. ni se mi zdela dobra ideja. Pa je bila dobra ideja. Lepo vas prosim. Bogdo? Ti si rekel, da ni bila dobra ideja, Mišel. Se mi zdi. Zajem prst, prosim. A nisi rekel, da moraš iti? Zdaj lahko spijem en kozarček.
Itak vseeno. Mogoče čisto majčko. Še poglej me v oči in povej, da sva imela o tem različno mnenje. Pomirite se, Veronik, nima smisla. Kdo ni dovolil zjutraj, da bi še malo grmička? Kdo je rekel, pusti ta grmiček za Rebljeva? Kdo je to rekel? Prijazno vas. Kakšno zvezo ima? Kakšno zvezo? Če imaš goste, jih sprejmeš kot goste. Lažeš se. Vesta, med nami povedano. Mene je morala žena prav zvleč, da sem danes tukaj. Kadar je kdo gor rasel z John Lennovsko predstavo moškosti, mu pač ni do tega, da bi takle prepirček razreševal s pogovorom. Sem mislila, da je bil Ivanhoe za vzor. Ista pasma. Dopolnjujete se. Dopolnjujeta. Do kam se bo še ponižal Mišel? Zastonj sem ga privlekla, kot kaže. Kaj si pa pričakovala ti? Trapast stale vzdeve. Razodetje vesolne harmonije. Primarum. A ne? Cour de Chaffé, 15-leten, direktno z Guadalupa. In tulipani kdo? Rekla sem, da je škoda, ker nimamo več tulipanov. Nisem pa rekla, da se je treba iti na vse zgodaj drenjati na tržnico. Ne se tako razburjati, Veronik, nima smisla. Tulipani, to je bil on, nihče drug. A medve pa ne dobiva za pit? Z Veroniki tudi malo, ampak hecno, da se nekdo sklicuje na Ivanhoea in Johna Wayna, ne upa pa si prijeti ene miške. Dovolj s tem krčkom, dovolj. Res smešno. Pa njej? Mislim, da ni potrebno. Daj, Mišel. Ne. Mišel. Ne. Kaj vas je pičilo, Mišel? Na, tu imaš, kaj pi? Pi pa kaj potke. A slabo prenašate alkohol? Odlično, Samo lahko kozarec. naša. Kaj bi pa sploh tako bilo slabo? Torej, ne vem. Gospod, sploh pa Alan, verjemite, živim z moškim, ki se enkrat za zmerom odločil, da je življenje neka povprečna reč. Zelo težko je živeti z moškim, ki se je tako zabubil, ki ne mara nič spremeniti, ki se ne zna na ničemer navdušiti. Ki se mu žvižga, kompletno žvižga. Vse moramo verjeti, ne? Verjeti, da bo kdaj bolje. To je zadnji človek, ki mu lahko to razlagaš. Lahko govori Madonna s kome hočem. Ono spet serije. O, mami. V redu je. Ja, v redu je z njim. Ja, brez dveh zob je, ampak je v redu. O, ja, ga boli. Boli ga, ampak bo mi. No, ja, zdaj ne more, mami, te pokličem. ga še boli? Zakaj delate skrbi svoji materi? Ne zna drugače, zmerom bi moral delati skrbi. V redu, Veronik, zdaj pa zadosti. Kakšna psihodrama je to? Veronik, a je komu še do česa drugega kot do samega sebe? Vsi bi radi verjeli, da bo enkrat bolje, da bomo znali to sami narediti in brez obzira na svojo korist. A to obstaja. Eni so mečkači, imajo pač tak način. Drugi izkoristijo vsak trenutek, ne pustijo železo, da se ohladi. In kakšna je sploh razlika? Do smrti se nekaj sekiramo, vzgoja, strahote tega sveta. Pišete knjigo o Darfurju. Ne? Dobro, lahko razumem, da si človek reče, ja, tamle en masaker, zgodovina se ponavlja. Vzel ga bom in pisal, ne? Vsak se rešuje, kakor se mora. Te knjige ne pišem, da bi rešila sebe. Niste je brali, ne veste, kaj je v njej. Ni važno. Grozno smrdi tale kurov. Ugabno. Ja, ste bili radodarni. Oprostite. Niste vi nič krivi. Jaz sem histerično sprejela. In zakaj ne moremo jemati stvari zlahka? Zakaj je potrebno, da so zmerom tako naporne? Preveč razmišljate. Ženske preveč razmišljajo. Originalen odgovor. S tem si boste pa res lahko pomagali. Ne vem, kaj pomeni preveč razmišljati.
In ne vem, kakšno je lahko življenje brez moralne koncepcije sveta. Moje življenje, poglej. Sovražim to bednost, prijaznjenost, nosiš se njim. Malo humorja, prosim. Nimam pomorja in ga ne mislim imeti. Zmerom pravim. Zakon je najhujša preizkušnja, ki nam jo lahko naloži gospod Bog. Odlično. Zakon in pa družinsko življenje. Nismo vas prosili, da nam razlagate svoje poglede, Mišel. Celo malo nespodobno se mi zdi. Njemu ni nič nerodno. A se ne strinjate? Takšna razmišljanja so neumestna. Alen, reci no kaj. Pravico ima, da misli, kar hoče. A ni mu treba delati reklame za to. Ja, v redu, mogoče. Eno figo naj obriga njuno zakonsko življenje. Tu sva, da razrešimo problem med otrokoma. Figo naj obriga njun zakon. Na vse zadnje, Kaj na vse zadnje? Kaj hočeš reči? povezano je. Povezano. Normalno, da je povezano. Da so Brunojo stolkli dva zoba, je povezano z najnim zakonskim življenjem. Jasna stvar. Neslediva. Poglejte zadevo z druge strani in občudujte položaj, v katerem smo se znašli. Otroci nam sesajo življenje, razkrajajo ga. Otroci nas vlačijo v katastrofo, neizpodbitno. Kadar vidiš mlade pare, ki nasmejani stopajo v zakon, si misliš, vse ne vejo, pojma nimajo siromaki. Lepo se imajo, nično ne bovejo na začetku. Moj kolega z vojske bo svojo novo punco dobil otroka. Rekel sem mu, otrok, pri najnih letih, a si nor, teh 10-15 let, ki nam še ostanejo, preden nas pobere rak ali srčni infarkt, boš ti zagonil z enim pamžem. Saj ne mislite, kaj govorite. Od nekdaj sem nor na to frazo. O ja, mislim, resno mislim. Še huje mislim. Ponižujete se, Mišel. A da res. Ne jočite, Veronik. Samo podžigate ga. Kar, izvrsten, ne? Izvrsten. Vam lahko ponudim cigar? Ne, tukaj ne bo cigare. Prav. Potem pa nič. Saj nisi mislil prižgati cigare, Alen. Delam, kar hočem, a ne. Če hočem cigaro, vzamem cigaro. Ki pa je ne bom prižgal, da ne bom nerviral Veronik, ki je že itak čisto na koncu. Pravi, ma nehajte se kisati, kadar se ženska joka spravi moškega čisto do roba. Čeprav, moram žal pripomniti, da je Mišelovo stališče popolnoma utemeljeno. Se obraščaj. Ja? Ja, Serž. Kar. Daj Pariz, datum in točno uro. Peklensko. Uro, ko pošiljaš. Vroče mora biti čisto sveže. Od jutra do večera živim s tem. Od jutra do večera je pripopan na ta telefon. Življenje nam nažaga ta telefon. Ne izsledki, manipulacija. Manipulacija 14 dni pred objavo bilance itd. Na cesti, pri mizi, kjerkoli. Samo trenutek. Zelo važno, Anet. Zmerom je zelo važno. Kar se dogaja nekje drugje, je zmerom bolj važno. Naprej. Ja, torej, študijo narekovaje. Študijo dajo narekovaje. Nič več ne rečem. Kapitulacija totalna. Spet mi gre na bruhanje. Samo citiraj me. Gre za obžalovanja vreden poskus slabitve tečaja in posledične destabilizacije moje stranke, je zatrdil odvetnik Reje, pravni zastopnik Ferenc Farme. AFP, Reuter, dnevniki, strokovni tisk, cuti, fruti. Ja. Spet ti gre na bruhanje. Pa kaj ti je? Ganje nas od tvoje pozornosti. Skrbi me. Oprosti, nisem opazila. Anet, lepo te prosim. Ne bova zdaj še midva začela. Zmerjate se, njun zakon je na psu, ne bova tekmovala z njima. Kako si dovolite reči, da je najin zakon na psu? S kakšno pravico? Halo? Ja, so mi ravno prebrali. Poslali vam bodo Maurice. Manipulacija, destabilizacija, ja. Se slišiva? Nisem jaz tega rekel, ampak François. Mišel. Mišel se oproščam, ja.
Prepovedujem vam, da bi kakorkoli sodili v naši družini. Ja, in vi ne razsojate o mojem sinu. Ampak to nima zveze, vajen sin je prebutal najnega. Mlada sta popca. Od nekdaj so se popci med odmori ravsali. Lahko bi rekli, da je to eden od zakonov življenja. Ne, ni. O, ja, je. Da znaš nadomestiti nasilje s pravico, je treba nekaj vajeniške dobe. Naj vas spomnim, na začetku je bila pravica močnejšega. Ja, mogoče pri nedretalcih, ne pa pri nas. Pri nas. Prosim, razložite mi ta vaš pri nas. Sita sem teh pogovorov. Veronik, jaz verjamem v Boga masakra. Edin je, ki vlada brezpogojno. In od zdavnaj. Zanimate se za Afriko, ne res? Kaj narobe? Naj te ne skrbi zame. Pa me. Vse je v redu. Glejte, po naključju sem ravno bil v Kongu. Tam otroke učijo ubijati, ko so stari 8 let. V svojem otroštvu lahko ubijajo na stotine ljudi. Z mačeto, s kalašnikovom, z grenade launcherjem, s 12-om. Zato morate razumeti, da me to, če moj sin na trgu aspiranta Dunona z bambusovo palico stolče sošolcu, en zob, ima kar in dva. Manj zanje kot vas in da se manj skrašam. Nimate prav. Grenade launcher. Ja, grenade launcher. Pa kaj ti je? Kaj je? Žolč. Nič takega. Ne mi razlagati o Afriki. Zelo na tekočem sem s trpljenjem Afrike. Že mesece se poglabljam vanj. Sploh ne dvomim. Sicer je pa tožilec mednarodnega sodišča sprožil raziskavo v Darfurju. A mislite, da tega ne vem? Ne je dražiti s tem za božjo voljo. A veste, da bi ste postali še simpatični? Vi pa meni ne. Prizadeva si za mir in stabilnost na svetu. Tiho. Ste prepričani? Ja, dobro mi bo delo. Živimo v Franciji, ne živimo v Kinshasu. V Franciji živimo v zakonih zahodne družbe. Kaj se zgodi na trgu aspiranta Dunona, zadeva vrednote zahodne družbe, kateri, če vam je všeč ali ne, s ponosom pripadam. Tepst svojega moža je najbrž po zakonih. Šef, to se ne bo dobro končalo. Kako raznete se je zagnala na vas? Na vašem mestu bi bil ganjen. Lahko se takoj še enkrat. Jo, norca se dela iz vas, a ne vidite? Sploh ne. Morala nam prepisuje, naj obvladujemo svoje vzgibe. Ampak včasih je bolje, če jih ne. Kdor poje Agnus Dei, ga ne prime kausa. A se tudi dobite rum? Ta letnik, a se hecate? Grenade launcher. Ja, tako se reče. Zakaj ne rečeš metalec granat? Ker se reče grenade launcher. Noben ne reče metalec granat. Kot se ne reče 12-cevni top, ampak se reče 12. Kdo to reče? Dovolj, pa ne. Dovolj. Moramo jih razumeti. Globalne rogovileže, kot je moj mož. Če jih bolj malo zanima, kaj se dogaja v soseščini. Natanko tako. Ne vidim razloga, ne vidim ga. Državljani sveta smo. Ne Državljani. razumem, zakaj bi morali popustiti, ko je v bližini kaj narobe. O, Vero, prizanesi nam prosim s tem poceni modrovanjem. Ubila ga bom. Ja. Torej, ne obžalovanja vreden, ampak nespodoben. Gre za nespodoben poskus. Tako, ja. A vse drugo se mu zdi pa v redu. Fino, fino, zelo dobro. Kje smo že ostali? Grenade launcher. Rekla sem, pa naj se moj mož še tako zmrduje, da ni, kar zadeva čuječnost, noben kaj boljši ali slabši. Čuječnost, ja. A ne, trapa se, da piješ v takšnem stanju. V kakšnem stanju? Ravno obratno. Čuječnost, ja. Zanimiv izraz. Ja. Ne, nobenega komentarja. Nobenega komentarja pred ne gre ven izjava, ja. Pravila, neznosno postajajo. Kje pa? Delničar je en klin zbrigal.
Opozori ga, da so delničari, a ne, kaj? A ne? Kaj si? A se ti komplet odpihalo? Ti stranje. Res vas ne odgovorno. Za norišnico si za zaplet. Čisto nove sem se namučil, da se ga nastavil. Mogoče ga še lahko. Kje pa, hudiš ga je vzel. Fej. Ne znate odpeti. Ne spoznam se, ravno preživljal, ki si ga dobil. Dajte. Sranje, ja. In nima se to zdi smešno. Smešno! Vsaj ti, Veronik, bi lahko bila malo bolj spodobna in se ne smejala. Da bo moj mož ves popoldan mahal s penom. Vse ima moti, moje celo življenje. Njegovo celo življenje. Pustite, dragi moji, pustite. Nič se ne lahko. Moramo počakati. Bi radi telefonirali z našega. Ne? Moram reči... Ne Kaj ste hoteli reči, Mišel? Ne vem, kaj bi sploh rekel. Tole. Jaz bi rekla, da se dobro počutim. Da se počutimo bolje, bi rekla. Bolj mirni smo. Moški so tako navezani na svoje pripomočke. To jih dela tako majhne. Jemlje jim vso avtoriteto. Nekoč mi je bil neki moški všeč. In potem sem ga videla z nekakšno torbico čez ramo, z jermenčkom. Moška torbica z jermenčkom. No ja, itak je bilo že konec. Moška torbica z jermenčkom je pa res zadnja stvar. Ampak telefonček zmerom pri roki je tudi res zadnja stvar. Moški mora zvojati zdaj sam, bi rekla. Hočem reči, da je lahko sam. Tudi jaz imam svojo John Wayneovsko predstavo moškosti. Kaj pa je imel on? Revolver. Nekaj, kar navrta. Moškega, ki ne vzbuja vtisa, da je samotar, ne drži nič skupaj. No, Mišel, malo razrahlja tale naša mala. Kako ste že rekli? Pozabila sem, ampak na vse zadnje počutimo se skoraj dobro. Bi rekla. Vseeno vas moram posvariti, da se vam podruma lahko zmeša. Popolnoma normalna sem. Seveda. Stvari začenjam videti v ljubeznivi vedrini. Ta je pa dobra. No, zate, Darjeeling, pa tudi ne vidim potrebe, da se smešiš predvsem. Zapri. Izberi, Talen, sprostite se. Ne, tukaj ne bo cigare. Hojo ali D4? Županu hojo, poslanče hojo. Ne kadi se v hiši, kjer je astmatičen otrok. Kdo ima astmo? Naj vsi. Kaj pa tista smrdokavra od hrčka? Res, kadar ima kdo astmo, ne priporoča živali. Niti slučajno ne priporočam. Celo zlato ribico znajo cvetovati. Ali res moram poslušati te bedarije? Prav žal mi je. A kaže, da sem tu edina, ki stvari ne začenjam videti v ljubeznivi vedrini. Pravzaprav pa je to najbolj nesrečen dan v vsem mojem življenju. Piješ pa si nesrečna. Še, vse, kar rečeš, me obonavlja. Ne pijem. Pijem kapljico tvojega osranjega ruma, ki ga ponujaš, kot bi faranom kazal Kristusov mrtvaški krv. Ne pijem in tega me je bridko žal. Lažje bi mi bilo, če bi lahko pred vsako takšno drobceno skrbjo zbežala od takle glažek. Tudi moj mož je nesrečen. Poglejte ga, čisto se je skrivil. Kot bi ga kdo pustil samega na cesti. Mislim, da je tudi zanj to najbolj nesrečen dan v življenju. Ja, je. Res mi je hudo. Ti.
Pa sem ti rekel, da zdaj ne moreva. Ker je strup, to te lahko ubije. No, ti bo nekdo razložil. Povejte ji, prosim. Kaj naj povem? Kar pač veste o tisti vaši svinjariji. Kako je kaj, gospa? Pa kaj naj ji pove? Pojma nima. In vas boli? A druga noga tudi? Ah, ja. Ampak po operaciji bolje. Ne, nisem ortoped. Rekla mi je gospod doktor. Pa to je noro, daj dol! Ampak hočem reči, težav z ravnotežjem pa nimate. Nobenih. Niti malo. Sploh ne. Ja, pa ne poslušajte, kaj vam govorijo. Ja, nič za to, če za kratek čas nehate. Ja, dokler vas lepo ne operirajo. Ja, slišim, da ste v dobri formi. Aba. No, si slišala, mami? Se ne bova pregovarjala. Zakaj moraš imeti kar naprej neke pripombe? Nehaj, mat. Naredi, kar ti pravi. Ja, te pokličem. Ja, poljubček od vseh. Utruje me. Ima človek enega sranja v življenju. No, dobro, kaj? A pridem začeti s Ferdinandom, se moramo odločiti. Kaže, da se nam sladko, ampak tukaj smo vendar ne zato, če vas smem spomniti. Jaz mislim, da je krivda na obeh stranih. Tako, krivda na obeh stranih. A se hecate? Pardon? Resno mislite, kaj pravite? Mislim, ja. Bruno, najin sin, ki se mu mora po noči dvakrat dati dalaronsko delino, Dvakrat? je torej kriv. Ni nujno, da je nedolžen. Zginite! Videti vas več ne morem! Zginite! Torbica! Alen! Torbica! Kaj je zdaj to čisto sem povedala? Na pomoč, Alen! Pudernico mi je razbila. Pa moj vaporizator! Brani me vendar, zakaj me ne braniš? Saj je ne mislim za David. Kaj se vam naredila? Ni krivda na obeh straneh. Ne mešaj, kdo je žrtev in kdo rabel. Rabel! Mater nam težiš, Veronik, s tem nakladanjem. Madem, to sta pošasti. Nehaj, ne? Še hočem piti. Hočem se ga nažret. Ta češplja razmetava moje stvari in nobeden ne mrdne. Pijana hočem biti. Ja si že zadosti. Zakaj pustiš, da imajo tvojega sina za rablja? Prideva k njima, da bi uredili stvar. Pa naj jo zmerjata, pretepata in predavanje dobiva o planetarnem državljanstvu. Prav je imel naj sin, da je mahnil vajnega in vaše človekove pravice si jih nekam vtaknem. En, dva, kratka in hop, že se pokaže pravi obraz. Kje je prijazna, zadržana gospa, kje njene mile poteze? Sem ti rekla. Kaj ste rekli? Da je hinavska. Ta ženska hinavska mi je prav žal, Kdaj ste to rekli? ko sta bila v kopalnici. Poznali ste jo 4 ure, pa ste že vedeli, da je hinavska? To takoj začutili. Res je. Imam feeling, ti Ja. reči. Hinavska se pravi. Ne maram slišati, Alen. Ne me sili, da to prenašam. Pomeri se ti. Vse bagatelizira, pa čeprav se obnaša kot vse. Res je. Nič bolje ni prizadelo kot vas. Res je. Res. Res. Vi pravite, da je to res. En drek ju briga. Že od začetka jo en drek briga. Prav imaš. Njo tudi. A vas pa mogoče ne. Povejte mi, v čem ste vi prizadeti, Mišel? In najprej, kaj sploh pomeni ta beseda? Ko tako spretno pridajate besedam grozeč poton, delate iz popolnoma samoumevnega čustva pravilo vedenja. Bolj verodostojni ste, ko se kažete v ogabni luči. Po pravici povedano, tu ni nobeden čisto nič prizadet. Razen Veronik, ki je v tej stvari pač treba priznati, da je to svoje. Ampak jaz sem. Popolnoma sem prizadeta.
Ja, vsi smo v Anet. Ampak ne kot junaki iz socialnega življenja, bolj histerično. Zadnjič sem po TV videl vašo prijateljico Jane Fonda. Malo je manjkalo, pa bi kupil poster Ku Klux Klana. Zakaj moja prijateljica? Ker sta iste sorte. Isti kategoriji žensk pripadata čuječim, upoštevanja vrednim, z rešitvijo pri roki. Ne maramo tega pri ženskah. Pri ženskah imamo radi čutnost, norost, hormone. Ženske, ki nam dokazujejo svojo bistrovidnost, ki so čuvarke sveta, nas odbijajo. Tudi tale ubogi Mišel je odbit. Ne govorite o mojem imenu. Čisto en klinc briga, kaj imate radi pri ženska. Odkot ta tirada? Kaj si misli takšen moški, se mi res krasno in sladko? Dere se, višji metalec mreže na tunologi iz 19. stoletja. A ona se pa ne dere, ko je rekla, da je imel prav, vajn kreten, ko je mahnil na enega. Prav je imel, ja. Saj nimava enega pedrčka cmerastega. To imate pa špec tako, a vama je ljubše? Greva, ne vem, kaj še delava v tej luknji. Evo, kaj se s svojimi 5 rožami, s temi zoprnimi tulpami! Tudi zame to tako nesrečen dan v življenju. Pustite ga. Bože. Ja, srčika. Pa se lahko narediš domačo nalogo pri Annabel. Ne, srčika, nismo ga našli. Ja, čisto gor do Franklija sem šla. Ampak veš, Grisko je zajedljiv, popolnoma mu lahko zaupamo. A misliš, da mu je bilo všeč v tisti kletki? Oči je žalosten, ni te hotel prizadeti. Ja, seveda boš lahko govorila z njim. Glej, zadosti težav imamo že s tvojim bratom. Jedel bo listje, želod, pa divji kostan. Črve, pa tisto okrog svetjakov, vse je, vse, kot mi. Dio, mucika moja. Mogoče se zdaj ta zverina res kje fino baše. Se ne. Kaj pa vemo?